Ali odmevni in zloglasni Darsov projekt, tako imenovano sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah, znova pada v vodo? Več kot €500 000 vrednim merilnikom hitrosti je urad za meroslovje prižgal rdečo luč, saj da niso v skladu s predpisi. Gre za merilnike podjetja Intermatic, ki se je na odločbo urada za meroslovje že pritožilo. Na Darsu zadeve ne komentirajo, odgovorili so samo, da bodo najprej počakali na odločitev glede pritožbe izvajalca. Več pa Ema Čepon. Na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Vodicami, na štajerski avtocesti pri Trojanskih predorih, pa na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta in na Primorki med Logatcem in Vrhniko. To so lokacije, kjer bi morali že prihodnjo pomlad prehitre voznike brzdati sekcijski radarji. Zdaj vemo, da je bila Darsova časovnica preambiciozna. Lani so na razpisu izbrali izvajalca, podjetje Intermatic, ki bi za vzpostavitev in vzdrževanje opreme prejel nekaj manj kot 530 tisočakov. Razpisni pogoji so bili javno objavljeni. Na ta razpis so se prijavili 3 ponudniki, ki so ustrezali tem pogojem. Res pa je, da dejansko pri odpiranju ponudb še niso imeli pridobljenega certifikata o odobritvi tipa merilnika. Kar 15 mesecev je Intermaticove merilnike hitrosti v takšnih laboratorijih in na terenu testiral urad za meroslovje. Vedeli so, da bo trajalo, a niso pričakovali, da bo urad na koncu radarje ocenil negativno. So bili razpisni pogoji preohlapni, na policiji odločno. Potek javnega naročila ni odvisen od policije, ampak dejansko od naročnika tega sistema, to je bil Dars. Zadeve ne komentiramo, ker nismo seznanjeni s postopkom, pa se glasi odgovor Darsa, da pa se je izvajalec na odločitev urada za meroslovje že pritožil in da bodo počakali na razplet in na to primerno ukrepali. In kolikšne bodo zaradi tega zamude, na Darsu optimistično, da časovnice niso spreminjali in da pogodba izbrano podjetje zavezuje, da sistem vzpostavijo do konca marca prihodnje leto. To vse predolgo že traja, je pa res, da v tem primeru je bil naročnik Dars. Verjamem, da bodo tudi ta zaplet rešili in da tudi v Sloveniji zaradi večje varnosti, predvsem večje varnosti na avtocestah, pridemo do tako imenovanega sekcijskega merjenja. Mislim, da bi lahko tudi pripomogel k umirjanju prometa, pa mogoče tudi zmanjševanju zastojev v teh centrih. Tako da jaz res pričakujem, da se stvar izpelje in začne delovati čim prej. Na uradu za meroslovje izjav na to temo ne dajejo, potrdili so le, da se s pritožbo podjetja Intermatic zdaj ukvarja Ministrstvo za gospodarstvo.